Dragi otroci, spet je tu samo za vas Prešerna pravljica za kratek čas. Danes je to pravljica z naslovom Kaštanka, avtorja Antona Čehova. Po zasneženi ulici je nemirno tekala sem ter tja mlada psička. Včasih je za hip postala, tiho zacvilila, se prestopila z ene premrle tačke na drugo in se začudeno ozrla okrog sebe, kakor da še vedno ne verjame, da se je zgubila. Saj ta dan vendar ni bil prav nič drugačen od drugih. Njen gospodar, mizar Luka Aleksandrič, jo je kakor vedno vzel s seboj, ko je šel dostaviti pohištvo, ki ga je naredil. Do naročnika je bilo daleč in Luka je moral spotoma večkrat zaviti v krčmo, da se okrepča s požirkom ali dvema. Tako se je krepčal tudi domov grede. In ko se je naposled zmračilo, je bil že tako lepo okrogel, da ni vedel, na katerem koncu se ga glava drži. Tedaj je med hišami zadonela hrupna godba in malo pozneje je mimo prikorakal regiment vojakov. Kaštanka se je tako ustrašila, da je odskakljala na drugo stran ulice. A ko so se škornji čez čas razgubili v daljavi in je godba potonila v pouličnem vrvežu, mizarja ni bilo nikjer več. In za nameček je začelo še na vso moč snežiti. Kaštanka se je obupana stisnila ob vežna vrata neke hiše in bridko zacvilila. Temno nebo jo je počasi prekrivalo s kakor puh rahlo snežno odejo. In izčrpana psička je, ne da bi vedela kdaj, utonila v spanec. Nenadoma je nekdo odsunil vrata in presenečeno vzkliknil: Ojojojoj, uboga žival, sem te pohodil. Kaštanka se je zdrznila iz sna in se ozrla navzgor. Nad njo je stal majhen, čokat mož debelušnega, gladko obritega obraza. Na ramenih se mu je košatil odpet krznen plašč, vrh glave pa imeniten cilinder. Iz njegovega glasu je zvenela dobrodušnost in psička mu je zaupljivo obliznila roko in še bolj presunljivo zacvilila. Kakšna posrečena mrcinica, se je nasmehnil neznanec. Lisički si podobna, veš? No, pa pojdi z mano, mogoče mi še prav prideš. Pol ure pozneje je Kaštanka že sedela v veliki svetli sobi in gledala tujega gospoda, ki je sedel pri obedu. Tudi njej je dal jesti in dal ji je toliko, da jo je od sitosti začel ščegetati dremež. Po kosilu se je gospod udobno namestil v stolu in si prižgal cigaro. Kaštanka pa je hvaležno mahljala z repom in premišljevala, kje je lepše. Tu pri tem neznancu ali pri mizarju in njegovem sinu Fedjuški. Neznančevo stanovanje je bilo malo ne prazno, mizarjevo pa je od vse mogoče krame kar pokalo po šivih. Luka Aleksandrič je imel veliko delovno mizo, obliče, oblance, dleta, žage, ptičjo kletko z liščkom v njej in še 1000 drugih reči. Novi dom je bil skorajda brez vonjav, medtem ko je v starem tako lepo dišalo po lepilu, laku in žaganju. Po drugi strani pa jo je prijazni gospod naravnost zasul slastno jedačo in niti enkrat ni zavpil nanjo. Ko je novi gospodar pokadil cigaro, je prinesel rogoznico, ugasnil luč in odšel ven. Kaštanka se je lenobno pretegnila in zaprla oči. V mislih se ji je prikazoval njen mizar in videla ga je, kako obla dišeče deske in kako na glas prebira časopis, medtem ko se mali Fedjuška igra z njo. Deček jo je rad vlačil za zadnje tace izpod mize,
in jo silil, da je hodila po dveh. Dajal ji je njuhati tobak in ne malokrat jo je prav neusmiljeno vlekel za rep. Ko se je prebudila, je bil že skoraj dan. Pretegnila se je, na vso moč zazdehala, nato pa se odpravila naokrog po sobi. V sosednjem prostoru je gospod, ki ga je spoznala prejšnji večer, spal pod flanelasto odejo. Druga vrata so vodila v majhno izbo z umazanimi tapetami. Ko je stopila vanjo, se je proti njej zakadil gosak, ves našopirjen, sikajoč in razstrtih kril. V kotu izbe je poležaval bel maček. Ta jo je pozdravil tako, da je skočil po konci, uslovčil hrbet in naježil dlako. Kaštanka je na ves glas zalajala. Ja, kakšen diredaj pa je to, je vzkliknil gospod, ki ga je hrup prebudil. Stopil je v izbo, oblečen v domačo haljo, tlesknil mačka po zadnji plati in strogo povzdignil glas. Fjodor Timofejič, je rekel, kaj se pa greš? Pripriči se, vlezi. Nato se je obrnil še k gosaku in mu velel, in ti, Ivan Ivanovič, lepo sedi. Tako je Kaštanka spoznala svoja nova sostanovalca. Sama pa je dobila novo ime. Tetka. Malce pozneje se je gospod spet prikazal in tokrat je s seboj nosil kaj nenavaden predmet. Bil je podoben nekakšni pritlikavi in pisani gugalnici, na kateri sta visela pištola in zvonček. Z žvenklja na zvoncu in z petelina na pištoli sta bingljali vrvici. Gospod je postavil gugalnico na sredo sobe in tetka je vsa iz sebe strmela v gosaka, ko je na gospodarjev ukaz zazvonil z zvoncem in ustrelil s pištolo. Tedaj se je od zunaj oglasil nekakšen krulež. Odprla so se vrata in neka starka je v sobo pripeljala prav nič zalega črnega prašiča. Brž ko je ovohljal Kaštanko, ne meneč se za njeno renčanje, nato pa naprej zadovoljno krulil. Gospodar je odmaknil gugalnico in rekel: Fjodor Timofejič, zdaj si ti na vrsti. Maček je vstal in se lenobno prizibal k prašiču, kakor da bi delal v svetu kdo ve kakšno uslugo. Začniva z egiptovsko piramido, je velel gospodar. 1, 2, 3. Na 3 je gosak zaprhutal s krili in skočil prašiču na hrbet, maček pa na gosaka. Potem jih je mali debeluh tako dolgo gnal v krogu po sobi, dokler nihče več ni padel drugemu s hrbta. Dnevi so si pridno podali roko in kmalu je minil mesec. Ob večerih je gospodar ponavadi odšel ven in s seboj vzel gosaka in mačka. Tetka pa je ostala doma na svoji rogoznici, osamljena in čedalje bolj bridko ji je bilo pri srcu. V sanjah sta se ji vse večkrat prikazovali dve megleni podobi. Morda sta bili pasji, nemara pa tudi človeški. Pomahala je z repom. Zdelo se ji je, da ju je videla že nekoč prej in da je obe imela iz vsega srca rada. In kadar je zaspala, je pred smrček priplaval vonj po lepilu, žaganju in laku. Nekega dne je gospodar začel učiti umetni tudi njo. Morala je hoditi in stati na zadnjih nogah, ampak to je sploh ni motilo, narobe, celo zabavno jo je. Hitro se je učila in kadar je uspešno izvedla kako točko, je veselo zalajala. Tudi gospodar je bil navdušen nad njeno spretnostjo in si je podjetno mel dlani. Kakšen talent, je govoril in občudujoče vihal obrvi. Pravi pravcati talent, publika bo norela od navdušenja. Potem pa je prišla tista usodna noč.
V izbi je bilo tiho, temačno in zadušno, kakor v grobu. Iz sosednje sobe se je začul glasen gospodarjev vzdih. Malo pozneje se mu je iz prašičjega brloga pridružil tih krulež in spet je vse potonilo v tihoto. Tedajci je nekdo čisto blizu zakričal, da je tetki zledenela kri v žilah. Bil je strašen, prediran in srh zbujajoč krik. Bil je krik Ivana Ivaniča. Takoj zatem se je iz sosednje sobe oglasilo znano podrsavanje copat. Odprla so se vrata in vstopil je gospodar, oblečen v svojo domačo haljo in svečo v roki. Svetla luč plamena je užarila Ivana Ivanoviča, ki je čepel na tleh z razkerečenimi krili in na široko odprtim kljunom. Ivan Ivanič, kaj pa je s tabo? Je vprašal gospodar Gosaka. Zakaj pa vreščiš? Si bolan? Gosak ni rekel ne bele ne črne. In gospodar se je obrnil in svečo vred oddrsal iz sobe. Tetki je bilo tesno pri srcu. Gosak sicer ni več kričal, a zdelo se je, kakor da se nekje v mraku skriva nekakšen tujec. Tudi Fjodor Timofejič je bil nemiren. Tetka ga je slišala, kako se je premetaval in vrtel na svoji blazinici. Malo pozneje sta se tik poleg nje prižgali dve bledozeleni pegici. Bil je Fjodor Timofejič. Prvič, odkar sta se spoznala, je prišel k njej. Tetka si je obliznila šapi in tiho zacvilila. Potem je Ivan Ivanič še v drugo zavreščal. Spet so se odprla vrata in spet je vstopil gospodar s svečo v roki. Mira, je zamrmral proti tetki in sklenil dlani. Ubogi Ivan Ivanič, moj ljubi prijatelj in kamerad, zapuščaš nas. Kaj bomo brez tebe? Zjutraj, ko je dnevna luč zalila sobo, je vstopil služabnik in odnesel Gosaka. Za njim je prišla še starka in odnesla Gosakovo korito za hrano. Malo kasneje je vstopil gospodar, otirajoč si dlani z umazanimi tapetami in rekel: Danes bom vzel s seboj tetko in Fjodora Timofejiča. Tetka, ti boš pri egiptovski piramidi zamenjala Ivana Ivaniča. Saj vem, prezgodaj je še in morala bova pošteno vaditi, da se ne bova osmešila. Tetki se je zdelo, da sanja, ko je skočila na sani in po kakor dih tihi vožnji izstopila pred veliko, nenavadno hišo. Tam so šli skozi bleščeče razsvetljene prostore, kjer je bilo vse polno ljudi, in nazadnje prišli v majhno izbo. V tej izbi se je gospodar mahoma spremenil v moža s snežno belo brado, rdečim nosom in širokimi nasmejanimi usti. Na glavo si je nataknil lasuljo in opravil v sila nevsakdanja oblačila. Nato je poljubil obe svoje živali in jima velel, naj zlezeta v torbo. Ubogali sta ga. In hip zatem je vse okrog njiju pogoltnila črna tema. Tetko je bilo tako neznansko strah, da še pisniti ni mogla. Torba je poskakovala in se gugala, kakor da bi potovali sredi razburkanega morja. Nato se je od zunaj začul glasen, a pridušen hrum. Tetka je slišala ljudi, ki so ploskali, in potem gospodarja, ki jih je pozdravil z vreščečim krohotom. Doma se nikdar ni tako smejal. Je zavpil. Dragi moji, si morate misliti, ravno kar sem prišel z železniške postaje. Teta mi je zapustila nekaj premoženja. Evo, tule je, v tejle debeli torbi. Kako je težka, gotovo je polna čistega zlata. Odprimo jo in poglejmo. Torba se je odprla
in jarka luč je zaščemela tetko v oči. In tedaj je nekdo iz gledalstva, nekakšen otroški glasek, na vse grlo zavpil: Ojej, očka, glej, kaštanka! Hudirja, mu je odvrnil hripav in piskajoč pijanski glas. Prav imaš, naša kaštanka je, kdo pa drug? Tetka se je zdrznila in se ozrla tja, od koder sta prihajala glasova, in iz mračne množice sta vanjo zasijala dva znana obraza, kakor malo prej tista jarka luč. Obraz rdečeličnega bradača in okrogloličen obrazek presenečenega otroka. Pri priči ju je prepoznala in se od sreče cvileč pognala proti njima. Zagrnilo ju je oglušujoče hrumenje, pomešano s številnimi ostrimi žvižgi in predirnim otroškim glasom, ki je venomer klical: Kaštanka, kaštanka, pridi, kaštanka! Preskočila je ogrado in se slepo pognala v valujočo množico. Nasmejani obrazi so si jo podali iz rok v roke in jo nosili čedalje višje in višje, dokler je nazadnje niso prinesli na galerijo, tja, od koder ju je klical tisti glas. Pol ure kasneje je kaštanka hodila po ulici za dvema postavama, od katerih je nadaleč dišalo po lepilu in laku. Fedjuška je drobencljal poleg svojega očka Luka Aleksandriča z njegovo preveliko kapo na glavi. Kaštanka se je ozrla v njuna hrbta. Zazdelo se je, kakor da že od nekdaj hodi za njima. In vesela je bila, da se to življenje nikdar ni bilo niti za hipec pretrgalo. Tista izba z umazanimi tapetami, gosak, Fjodor Timofejič, vse to so bile zdaj samo še dolge, čudne in moraste sanje.